Dobrodošli na Inštitutu za patologijo, izvolite. Vedno znova me navdušuje to, da v bistvu iz teh preparatov, iz teh relativno preprostih, enostavnih stekelc, ki jih lahko takole vidite in takole izgledajo, mi patologi pravzaprav postavimo diagnozo, temelj, iz katerega izhajajo potem vsi ostali klinični zdravniki, na podlagi katerega bolnik dobi zdravljenje. Tako da mi smo v bistvu tisti, ki smo tisti prvi korak, osnovni korak in tukaj moramo res dati vse od sebe, narediti vse, da je ta prvi korak pravilen in da postavimo pravilno diagnozo. Sem Nika Kojc, sem specialistka patologije in izredna profesorica za predmet patologije. Že v študijskih letih, v 3. letniku, takoj kot sem videla preparate in videla te oblike, barve in ugotovila, da v bistvu je to ključ do diagnoze, sem vedela, da bo to tisto, s čimer se bom jaz ukvarjala vse življenje. Dober dan! Recimo ob nekem posegu, preiskavi se vzame vzorec, potem se ga tam na mestu primerno označi, da ustrezne dokumente, podatke in potem se ga zapakira v take posebne kapsule in te kapsule potem pridejo tukaj po tej cevni pošti. Potrebe so vedno večje in kljub temu, da imamo trenutno kar veliko specializantov, to še vedno ni dovolj, da bi uspeli pokriti vse primanjkljaje, ki bodo nastali po upokojitvi starejših kolegov. In želeli bi si, da bi bilo specializantov več, da bi bilo večje zanimanje za patologijo, da bi študentje medicine prepoznali, kako pomembna je patologija, kaj vse lahko prinese, kaj vse se da tukaj narediti in da bi se še bolj z zanimanjem odločali za našo specializacijo. Danes bomo pregledali spremembe tukaj na tej koži in kakšna bi bila tukaj diagnoza. Sem Redka Sraka, specializantka patologije in pri patologiji mi je všeč, da imamo na stekelcih vsak dan neke nove uganke in izzive pri postavljanju diagnoz za naše paciente. Jaz sem Miha Švarc, specializant patologije, bolj svež specializant od oktobra dalje. Za patologijo sem se pa odločil že v 3. letniku fakultete. Zelo me je pritegnil ta način razmišljanja, da se osredotočamo na iskanje vzrokov bolezni pa nekih bolj definitivnih diagnoz. Sem Pia Katarina Plasnik, specializantka patologije. Pri patologiji mi je všeč ta diagnostični del, ko v bistvu v teh preparatih, ki jih vsak dan gledamo pod mikroskopom, lahko iz teh 2 osnovnih barv določimo ogromno različnih bolezni. To je resektat želodca, tu so resekcijski robovi, ki jih je kirurg spel s kovinskimi sponkami. Proti distalnemu resekcijskemu robu je v antromu tu nad površino sluznice, na tumorska sprememba, malo bolj rdečkaste površine. Sem Živa Ledinek Štuser, specializantka patologije tik pred specialističnim izpitom. Pri patologiji mi je najbolj všeč to, da predstavlja nek most med klinično medicino in med raziskavami v laboratoriju in tako omogoča in eno in drugo v rednem delu vsak dan. Tukaj je narezovalnica, prostor, kjer poteka vzorčenje. Vzorce razpenjamo zato, da se površina sluznice izpostavi formalinu in da se celice čim bolj ohranijo, zato da je potem čim boljši preparat, ki ga gledamo pod mikroskopom. Ti vzorci, ki so vklopljeni v parafin, so potem trajni vzorci in se na našem inštitutu hranijo več kot 30 let. To je zato, ker z novejšimi metodami, kot recimo molekularna patologija, lahko še po mnogih letih naredimo dodatne molekularne preiskave iz trajnih arhivskih vzorcev in pomagamo recimo pri nadaljnjem tarčnem zdravljenju bolnika. V bistvu sem tukaj že skoraj 25 let. V tem času se je marsikaj zgodilo iz tistih preprostih preparatov, kjer smo v bistvu gledali, kaj je bolj, kaj je manj roza, kaj je bolj modro. Smo v bistvu najprej preko imunohistokemije prišli do boljših diagnostičnih metod. V zadnjem času pa si zelo veliko pomagamo tudi z molekularno patologijo, z molekularno diagnostiko, ki nam pomaga pri reševanju težkih, zapletenih primerov, ko je recimo potrebno postaviti res natančno diagnozo. Poleg tega smo vsi skupaj s sodelavci vpeti tudi v mednarodni prostor, veliko sodelujemo s tujino, pošiljamo vzorce tudi v konzultacije, kadar recimo se ne moremo odločiti o diagnozi. Ta naprava mogoče ne spominja na svetlobni mikroskop, je pa trenutno najsodobnejša naprava v patologiji. To je posebna metoda količenja za zelo občutljive vzorčke.
Naša diagnostika, natančni opisi bolezni, bolezenskih sprememb so pomembni tudi pri odkrivanju novih entitet, postavljanju novih diagnoz in potem na podlagi tega seveda prihaja do razvoja zdravil, tarčnih zdravil, ki recimo pomagajo pri zdravljenju določenih bolezni. Recimo primer za to so določene vrste raka, kjer obstajajo biološka zdravila, ki dejansko tarčno targetirajo tumorske celice in pomagajo bolniku. Ali pa recimo posebna zdravila pri določenih internističnih boleznih ali pa pri boleznih, pri bolnikih s presajeno ledvico, ki imajo recimo zavrnitvene reakcije. Tukaj so prednosti neskončne in mislim, da bo šlo samo še naprej in da bomo dejansko pri svojem delu čedalje več teh molekularnih metod vključevali v diagnostiko.